Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni iz duhovnega ateljeja Potovanje duše. Se vam javljam, Kristi Žmahar, in tokrat imam novo, malce z mistiko obarvano energijsko napoved, kajti ta teden, v katerega gremo, ima ogromno nekih kod in sporočil, za katerimi mogoče ne gre veliko ljudi. Verjamem pa, da če ste vi odprli ta video, da definitivno to z nekim namenom in da boste ta teden malce bolj pozorni na neke stvari, katere vam bom zdaj podala kot smernice in vam bo izredno prišlo prav za vaše življenje. To pa definitivno. Šla bom sicer majčkeno z drugega konca, začela bom s 13.11. bom šla pol na 11.11. Ampak naslednji petek je petek 13. Ne? In zdaj bi jaz malo rada spregovorila o tem petku 13. zato, ker vedno, ko gledamo energijsko in vedno, ko gledamo dogajanja, ugotovimo, da se res take nenavadne pa zanimive stvari zgodijo. Zdaj, ogromno ljudi smo ugotovili, da se dobesedno boji petka 13. To pomeni, da ko nastopijo te energije, ljudje vedno pričakujejo, da se bo zgodil nekaj slabega, da bo nek slab znak, da je tisti dan treba biti ekstra previden. Pa ne vem, koliko pa mogoče poznate zgodovino tega, iz kje se vse skupaj rodilo. Zakaj je petek 13. toliko velja za vraževerno nesrečnega in kaj pa v bistvu, kaj pa tisto, kar zadnji skrivajo neke druge energije kot dodatno sporočilo tega. Tako da, mogoče, če se kdorkoli izmed vas bo tega petka 13. se od tega trenutka dalje, ko vam bom dala vse neke informacije, ne bo več, ne? Petek 13. sicer, če bi ga šli res raziskovati po zgodovini, je vprašanje, če bi prišli čisto do une prve informacije, kje se je vse skupaj začel. Ampak recimo, da se je začel malo na večje, se je zgodil na dveh dogodkih. In sicer, če gledamo vse take zgodovinske zapise, se začne vse skupaj z neko zabavo 12 bogov, kjer so imeli pač neko večerjo in tako naprej. In potem je prišel zraven 13. nepovabljeni bog po imenu Loki, ki je bil pa malce bolj, pa ne bomo rekli zlobne narave, rečemo mu hudomušne, kakorkoli že, ampak definitivno so ga oklicali za zlobnega boga potem kasneje, zaradi tega, ko on prišel na zabavo teh 12 bogov, je nekako sprožil dogajanje, da je en bog na tej zabavi z zastrupljeno konico, puščico, ki je bila zastrupljena z omelom, ki naj bi veljala strupena za te bogove, je en bog ustrelil ta drugega in ta bog ni uspel potem preživeti, saj ne v taki obliki, a ne. In takrat se je prvič zgodilo, da se je nekako 13. začela opazovati kot nek slab znak, kjer je bila povzročena torej neka smrt. Zadeva se je potem nadaljevala v kristjanstvu, vsi pač vemo, da recimo zadnja večerja od Jezusa, a ne, je bila na temu rečejo pač ta četrtek, a ne, ta nek sveti četrtek, kjer je prišlo do te zadnje večerje in na tej večerji je bilo 13 gostov in naslednji dan v petek bilo je 13 gostov, naslednji dan je bil petek, je bil Jezus križan in to se je potem ponovno spet obudilo vse te stvari, vse ta opazovanja, da je 13. nesrečna in veljalo je tudi, da če imaš 13 ljudi, če povabiš na večerjo, je to slab znak in tako naprej. Potem so pa vse skupaj opazovali čarodeji. Zdaj vam povedala za njihove smeri, kar mogoče niste nikoli tako pomislili, vam bo pa definitivno zanimivo to slišati. Okay, potem so se pa pojavili čarodeji, ki so opazovali vse te zgodbe pa legende in so ugotovili, da ljudje dejansko živijo po teh načelih. 12. bo srečna in 13. je prvo slabo znamenje, a ne? In oni so pogledali, kako to zelo vplivalo na ljudi. Poglejte, kako je tudi svet sestavljen, a ne? Bilo je 12 bogov na Olimpu, imamo 12 mesecev, imamo 12 astroloških znamenj, imamo uro, ki je sicer 24 ur, ampak je 12 dopoldneva, 12 popoldneva in tako naprej. In to je bilo tisto zemeljsko, preverjeno, varno in je bilo stabilno. Medtem, ko čarodeji so pa tukaj definitivno najdali neko dodatno sporočilo. Vkolikor je bilo 13 gostov
v redu. In je naslednji dan šlo nekaj narobe, recimo, če pogledamo Jezusovo zgodbo, recimo, vem, da so jo oni raziskovali, in je bil Jezus križan, ampak Jezus naj bi potem vstal od mrtvih, kar pomeni, da mu je 13-tica prinesla večno življenje, pomeni, da je premagal zemeljske tegobe, zemeljske omejitve in šel na nekaj, kar svet še sploh ni poznal. Takrat so se prvi čarodeji zaradi te 13-tice vprašali, kaj pa če obstaja nekaj več, kaj pa če nekaj, kar mi ne vidimo, kako je to mogoče, ali potem je duhovni svet. In če je duhovni svet, v katerem smo vsi neuničljivi in v bistvu ne umremo, pa tako naprej, potem je 13-tica ne nesrečna, ampak je kaj? Ampak je prehod v višje dimenzije, ampak je prehod v eterične dimenzije. In če bi mi znali s temi energijami delati, se jih ne bati, ampak z njimi delati, pomeni, da bi vse te energije, neskončnih možnosti in tega, da karkoli se ti zgodi, lahko začneš znova, lahko pritegne v ta prostor in čas. In čarodeji so potem to 13-ko čisto okoli obrnili, razumete, čisto nekaj drugega se je zgodilo. Oni so začeli potem na petke 13. načrtno delati obrede, močne obrede, manifestacijske obrede, in kaj so ugotovili? Da so noro efektivni, kar pomeni, da so oni pogledali, da tisto, kar je bilo za zemeljski svet povod za strah, so oni uporabili za povod za manifestacijo. Kar pomeni, da ta dan ponuja tisto, oba principa sta zdaj na planetu močno zasidrana, strani čarodeja, to je strani tisti, ki so vražoverni, tisti imajo slabši aspekt. Zdaj pa vprašanje, na katerem polu bi rajš bil. Jaz predlagam, da si definitivno rajš v glavi narediš kode petek 13. poseben in mu namenaš meditacijo, neko aktivacijo in tako naprej. Probi, res danes te nagovarjam, da to probaš, ker boš videla, da se res ful posebne stvari zgodijo. Odprejo se tako malo res nenavadni portali, vse skupaj je noro manifestacijsko, definitivno moraš pa zato najprej požgati svoje strahove. Tako jaz imam tudi s tabo, če začutiš mene, imaš v petek 13. z mano, petek 13. tako mistično meditacijo za požig vseh starih zapisov, vsega, kar te je bilo strah, negativnih misli, vse, kar se je v podzavesti skrivalo, vse, kar so drugi ljudje nate navsezadnje odložili. To pomeni svoje energijske napade, ljubosume, vse to bomo požgali, da se spucaš tega in potem se bomo zresetirali z ognjeno motivacijo, volje, sorodne duše, sanje in tako naprej. Poglej si na potovanje dose.si imaš. Potem imamo pa zdaj tukaj še eno dodatno sporočilo in to so vrata 11.11. Eterični svet, angeli in tako naprej, najbrž ste že opazili njihove finte, jaz temu rečem njihove fore, da zelo radi komunicirajo z nami preko številk. Ta zemlja je zelo taka, če jo tudi gledamo energijsko in drugače, je zelo sistematična, vse je neki zelo rado ima strukturo, neko zaporedje in tako naprej. In recimo številke so definitivno to, so struktura in so, razumeš, so zaporedje. In v bistvu tudi recimo, ko se ti rodiš, je tvoja koda, tvoj rojstni dan, gre preko številk. In vedno, ko recimo gremo gledati numerološko tvoje številke, ugotovimo marsikaj od tebe, da imaš marsikateri zapis, je res, ne? No, ampak tako, ker je recimo tvoj rojstni dan zapis, ko so definitivno tudi posamezni dnevi, recimo 11.11, ko se ponavlja, to je 11.11, pa recimo 12.12, ko bomo imeli pa tako naprej, vedno takrat se numerološko neke stvari postavljajo in vedno se takrat odpre nek dodatni portal, razumeš? Vedno tukaj zadnji ugotovimo veliko igro, pozitivno igro, seveda angelov, veliko nekih sporočil, zaradi tega, ker uporabijo nekaj, kar naši možgani strukturirano poznajo, zato da nam lahko dostavijo sporočila, seveda za različne številke, a ne različna sporočila. In recimo 11.11, če ga gledamo, ima res ogromen enk noter, ampak če ga recimo leto seštejemo skupaj, torej 11.11, pa dodamo 2020, ful je v datu, no v bistvu, kaj dobimo? Dobimo ven osmico. Osmica, ne vem, koliko jo poznate, ampak najbrž vam je jasen, ker je to pač, če pogledamo tudi znak za neskončnost, je številka bogatstva, kreacija in tega. To pomeni vsega, kar je pozitivnega, vsega, kar je dobrega.
Torej, in zdaj, če pogledamo enko kot samo, enka je manifestacijska. Zakaj bo enka vedno manifestacijska številka? Zaradi tega, ker je začetna številka. Razumeš? Ok, imaš ničlo, ki je neutralna, postavi neutralno polno, ampak enka je tista, ki zažene cikl, ki zažene tudi potem seštevanje in tako naprej, da res se nekaj začne, da gre nekaj v pogon. Če devetka končuje, enka postavlja na novo. In ko imaš ti toliko enk v kombinaciji, je definitivno ta dan te sprašuje, ok, do tega trenutka sva šla tako, kaj pa v tem trenutku dalje, kako zdaj dalje, razumeš, kaj želiš zdaj na novo začeti? Ti imaš vsak mesec, če vsak dan novo možno začeti, drugače razmišlja, da se nekatere stvari, tudi če so bile težke, spremenijo, ne? Ker pa preko teh številk močno komunicirajo angeli, smo se mi odločili, da bo Mihael naredil 11.11. zelo veliko meditacijo z vodniki in angeli na internetu. Malo na tak mistični naslov, sicer matična ladja, ampak res vas bo odpeljal v kombinacijo mistike, da spoznate svoje vodnike. Ker nekaj je, da ti puščajo številke, ampak kaj to pomeni? Kaj hočejo, da ti začne znova? Kaj to pomeni, kaj je tisto, kar je zdaj zate neka prava pot? A veš, kaj ti hočem reči, ne? Tako da to je tisto, kar bo Mihael zagotovil, jaz bom pa torej požgala malo starih zapisov, pa zunanjih vplivov, pa bom dala volje pa strasti. In to je tisto, kar imamo pripravljen za ta teden, to sta dva portala, torej v petek 13. lahko pričakujemo, da bojo vsi čarodeji po celem svetu delali obredi, sploh trenutno imajo zelo tendenco podpirati naravo in tako naprej, zakaj se ne bi priklopili na to kolektivno mrežo, ne? Ko vesela bova, če boste z nami. Vmes bom pa, ker je to res toliko poseben teden, sem pa nekam še stisnila, ampak mislim, da imam sam še eno prosto mesto, če vem, kje na pamet, 12.11. torej med sredo pa petkom bo pa še en tak četrtek, kjer bom vzela manjšo, zelo majhno skupino ljudi, bom vzela pogovorne skupine Nebesa klepetajo, kjer bom prevajala sporočila angelov. To pomeni, da mi boš konkretno povedala, v čem je težava in ti bom jaz prelekla dol angele in ti bom povedala, zakaj je, kako je, kaj je, kdaj je. In potem glede na vsa vprašanja skupine bom naredila še meditacijo na točno to tematiko, za katero pa ne vemo, kaj bo, dokler ne bo energija postavljena, dokler ne bojo vsi angeli, ki se bojo zbrali, povedali svoje. Razumete, ne? Tako da definitivno bo zelo en tak intenziven teden in z naše strani zelo pripraven. Bomo imeli pa tudi presenečenje na meditaciji, v sredo in petek bomo razkrili neko darilno kodo, s katero boste tisti, ki hodite na naše meditacije, takole redno pa tako naprej, lahko imeli eno meditacijo, pa sem brezplačno, ampak več o tem pa seveda tam. Mesta so zaradi tega vsega posebnega potovanja omejena, tako da ne odlaši, prijavi se hiter na potovanje duse.si in en mističen, magičen in manifestacijsko uspešen teden ti želim. Čau!